Govorili bomo o možganski kapi in o sladkorni bolezni, kako sta povezani. Kakšne so klinične značilnosti možganske kapi pri sladkornih bolnikih, zakaj je pri njih višja možnost nastanka, višja umrljivost in invalidnost zaradi možganske kapi. Je zdravljenje možganske kapi in rehabilitacija pri sladkornih bolnikih težje, daljše, dražje in zakaj? Pomembno je tudi, kako lahko sladkorni bolnik prepreči, da bi prišlo do nastanka možganske kapi, in pa kako ravna po preživeti možganski kapi. Zdaj pa kar predajam besedo. Se slišimo? Ja. Gospod Martin? Najlepša hvala za vabilo. Se slišimo? Zelo prekinja, zelo slabo se sliši. Ker jaz imam malo odmeva. Je zdaj boljše? Ja, zdaj se sliši. Me zdaj boljše slišite? Ja, boljše se sliši. Ja, bom jaz tudi izklopil kamero, zato da ne bomo po nepotrebnem da ne bom omrežil po nepotrebnem obremenjeval sam trenutek. Važno je, da me slišite, pomembno, da me vidite. Najlepša hvala za vabilo. Veseli me, da vas je toliko danes tu zraven. Ta moja predavanja ponavadi niso predavanja, veste, to so bolj pogovori. Mi imamo tukaj ene drsnice, v katerih se lahko pogovarjamo, ampak še bolj pomembno kot te drsnice so vaše vprašanja. Če se s čim strinjate, ali pa če se ne strinjate, če se vam porodi kakšno vprašanje, prosim, lahko me vmes prekinete, da takoj poskušamo govoriti na tisto, kar vas najbolj pesti. V naslednjih minutah bom jaz predvsem govoril o možganski kapi in pa kaj lahko naredimo, da se to ne bi zgodilo. Zdaj recimo ena takšna klasična zgodba pri nas je, ko se zmanjka moči. Imamo gospoda, ki je star 58 let, za naše razmere vedno rečemo, da je to mlajši bolnik, ker ti bolniki, pri nas so bolniki stari okrog 80-90 let, praviloma ti, ki pridejo k nam in ki ležijo zaradi možganske kapi. Ta naš bolnik se zdravi zaradi zvišanega pritiska, pokadi 10 cigaret dnevno in naenkrat zjutraj, medtem ko se je bril, je začutil te roke. Zdaj pa poglejmo, kaj se je zgodilo s tem našim bolnikom. Vidite, v možgane priteče kri po 4 žilah, po 2 sprednjih in 2 zadnjih. Sprednje so arterije carotis interna, od zadnje so pa arterije vertebralis. In to so vse žile, ki prehranjujejo možgane. Arterija carotis je dosti bolj debela kot arterija vertebralis, ampak tudi to ni zelo debela žila, to je približno debela žila. In potem se v žilni steni se nabirajo obloge. Če imamo povišan holesterol, če imamo sladkorno bolezen, se te obloge nabirajo dosti bolj hitro zaradi različnih vnetnih procesov v žilah. Na te žilne obloge pa se nalagajo razni drugi deli iz krvi, med drugim tudi trombociti. Trombociti so za nas zelo pomembni, ker če trombocitov ne bi imeli, bi izkrvavili. Ampak po drugi strani pa trombociti, ki naredijo krasto takrat, kadar nastane rana, lahko naredijo krasto v sami žili, tega si pa ne želimo. In tako nastane krvni strdek, ki po eni strani zamaši žilo in to lahko povzroči možgansko kap,
Ta krvni strdek pa se lahko odkrhne, potuje naprej po žili in potuje tako, kot imamo pri vseh cevih. Dokler ne pride do točke, kjer se enostavno zagozdi in tam nastane možganska kap. Sedaj, če pogledamo, kaj je značilno za možgansko-žilne bolezni. Za možgansko-žilne bolezni je značilno, da nastanejo nenadoma. To pomeni, da nastanejo v trenutku. Če pogledamo bolnika, ki je zbolel za demenco, demenca in težave z spominom trajajo leta in leta, preden se razvije polna slika, ki bolnika onemogoči pri njegovem vsakodnevnem življenju. Značilno je, da pride do prekinitve oskrbe določenega dela možganov s krvjo in možganska kap traja več kot 24 ur. Se pravi, ti znaki, ti simptomi nevroloških težav morajo trajati več kot 24 ur. Naš gospod, ki je se zjutraj bril in mu je pošla moč v desni roki, tako tudi drugi dan še vedno ne bo mogel te roke uporabljati do popolnosti. Če pa se recimo po nekem čudežu žile same odprejo, če ta nemoč prehodna, potem pa to imenujemo TIA oziroma prehodna ishemična motnja ali pa tranzitorna ishemična ataka. Pri možganski kapi pogostokrat pozabljamo, da možganska kap ne pomeni samo to, da bi se žila zamašila, ampak lahko žila tudi poči. In pri 8 od 10 primerov nastane zapora žile, kjer nastane ishemija, se pravi, da so možgani premalo prekrvavljeni. Pri 2 od 10 primerov pa žila poči in se kri razlije po možganih. Zdaj, če pogledamo te sliki, recimo najprej pogledamo to sliko na vaši levi strani, to, kar je zelo belo in bel krog, to je lobanja. To so CT slike možganov. To, kar je nežno sivo, to so možgani. Zdaj pa, če spoštovani poslušalci in poslušalke, vzamete vašo desno roko in si jo položite nad uho. Bom zdaj malo kamero vklopil, toliko, da boste videli, kaj vam predlagam, da naredite, da si recimo položite takole nad uho, toliko, kolikor pokrijete z desno roko in z prsti, toliko prehranjuje, zdaj jaz kažem, toliko prehranjuje ena možganska arterija, to je srednja možganska arterija. In ta nesrečni bolnik ali bolnica, ki imamo tukaj na sliki, ta je imel ali imela zamašeno to veliko arterijo in vidite, kakšen velik del možganov, praktično tretjina možganov prizadetih, in v tem področju so tako center za govor, center za gibanje rok, nog, za občutek, tako da takšen bolnik je zelo prizadet in je zelo mala verjetnost, da bo kdaj tudi popolnoma zdrav. Po drugi strani, če pa pogledamo to drugo sliko, pa vidite, kako je znotraj te sivine, ki so možgani, še dodatna belina in to ni kost, čeprav je zelo podobno temu krogu, ki jo vidite okrog, ampak to je kri, ki se je razlila in ki dela poleg tega, da stiska možgane. To vidite, recimo, da so možgani nekako stisnjeni, dela, če vidite malo boljše, je to tudi malo bolj temno, to tudi dodatno povzroči ishemijo, se pravi zmanjša krvavitev in še volumske infekcije, da še dodatno stisne možgane. Tako da takšni bolniki po možganski krvavitvi so dosti bolj prizadeti in pa bolniki, recimo, ki imajo visok pritisk, so bolj nagnjeni h krvavitvam, prav tako bolniki z kombinacijo krvnega pritiska in sladkorne bolezni. Kaj to pomeni v bistvu za naše bolnike? A veste, vsi vemo, da je recimo neko maligno obolenje, če nekdo reče,
ta in ta sosed ali pa ta in ta soseda ima raka, se vsi zgrozijo in rečejo, to je grozno, ne? To je neuzdravljivo ali pa to je težko, da bo preživel naslednjih 5 let in podobno. Ampak, če pogledamo možgansko kap, veste, umrljivost bolnikov in bolnic zaradi možganskih kapi je 10-20%. Kaj to pomeni? Da v enem mesecu 1 do 2 bolnika, ki sta doživela bodisi možgansko krvavitev, bodisi ishemično možgansko kap, umreta. In ta statistika je grozna. Še posebej zato, ker vemo, da bi lahko z določenim načinom življenja, z določenimi hitrimi posegi, z rednim jemanjem terapevtov preprečili. Kar je še bolj grozno, je, če pogledate, da po 6 mesecih, se pravi po pol leta, intenzivne rehabilitacije, zdravljenja v bolnišnici, vsega, kar imamo na voljo, je še vedno polovica bolnikov, ki imajo neke nevrološke izpade. Ni nujno, da so to težki invalidi, ampak vsekakor je vedno nastane težava, če človek ne more doseči tistega ali pa biti enako aktiven, kot je bil pred boleznijo. In kaj še pomembno? Možganska kap je najbolj pogost vzrok, da nekdo zaradi nevroloških težav pristane v bolnici. Ali bodisi v Ljubljani, Mariboru, ali pa tudi v bolnišnicah, kjer nimajo oddelkov namenjenih zdravljenju možganske kapi, pa tam kolegi internisti in kardiologi te bolnike prevzamejo. Zdaj si pa poglejmo, kakšna je povezava v resnici med različnimi dejavniki tveganja in pa med možgansko kapjo. Tukaj imamo napisane neke dejavnike tveganja za črnim in druge imamo napisane z rdečim. Za tiste, ki so črne, a tiste, nažalost, ne moremo vplivati. Veste, ne glede na to, kako zelo skrivamo svoje leta starosti, ne moremo pobegniti. Prav tako ne moremo vplivati na sam dedni material, ki smo ga dobili. Če smo podedovali gene, zaradi katerih smo bolj nagnjeni k možgansko-žilnim boleznim, potem je to nekaj, kar ne moremo vplivati, zato pa moramo paziti na vse ostale druge dejavnike tveganja, kot je recimo sladkorna bolezen. Potem imamo arterijsko hipertenzijo. Arterijska hipertenzija je najbolj pogost dejavnik tveganja, najbolj pogost vzrok za nastanek možganske kapi. Potem imamo razne bolezni srca, hiperlipidemija pomeni povišane maščobe, potem imamo pa kajenje, neaktivnost, sedeče delo in pa stres. Kajenje, neaktivnost, sedeče delo in pa stres, to pa lahko vplivamo vsaj del. Če še enkrat pogledamo, kako v bistvu nastane možganska kap. To je primer žile, kjer nastaja plak, kjer nastaja krvni strdek, nastaja zožitev žile in to je tisto, kar ljudje pogovorno rečejo, da so mu čistili žile. Veste, v resnici nobenemu žil ne čistimo, ampak če imate recimo sladkorno bolezen, mi vemo, da je nekajkratno povečano tveganje za nastanek možganske kapi. Bolniki z sladkorno boleznijo ponavadi nimajo samo sladkorne bolezni. Bolniki z sladkorno boleznijo imajo ponavadi tudi povišen krvni pritisk, imajo lahko okvarjeno ledvico, lahko imajo mikroangiopatijo, se pravi, da imajo okvarjene tudi majhne žile, ki dodatno povzročajo okvare in ki lahko dodatno povzročijo manjše možganske kapi tudi po možganih. In potem, kaj je še dodatno, je, da ti bolniki imajo ponavadi tudi preveč kilogramov in imajo preveč maščob. Vse skupaj se ne sešteva, ampak se množi. In tako je možno, da so bolniki z možgansko kapjo, z sladkorno boleznijo, bolj podvrženi možganski kapi. Kaj še nastane? Po eni strani recimo te bolnike, ki vemo, da imajo sladkorno bolezen, poskusimo
ujeti tudi z preventivnimi pregledi vratnega ožilja in če tam ugotovimo, da je zaužitev več kot 70%, so takšni bolniki kandidati za vstavitev žilne opornice. Druga možnost pa je, da ta tlak, ki nastaja, ne zapre žile same po sebi, ampak kaj povzroči? Poči in ti embolusi plujejo po krvi, dokler dodatno ne zaprejo žile. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo pa treba biti pozoren še na nekaj. Bolniki s sladkorno boleznijo imajo nihanje sladkorja in takšni bolniki lahko vzamejo več inzulina, kot ga imajo predpisanega, ali pa preskočijo kakšen obrok. In pri enakem odmerku inzulina pride do hipoglikemije. Huda hipoglikemija lahko povzroči trajno okvaro možganov in povzroči možgansko kap. In to je pa še tretji vzrok oziroma tretji način, kako nekdo s sladkorno boleznijo dobi možgansko kap. Pri bolnikih z sladkorno boleznijo imajo tudi dostikrat težave s srcem ali pa se pojavi atrijska fibrilacija. In mi imamo, če se enkrat zgodi TIA, se pravi, da je nekomu za manj kot 24 ur odpovedala roka ali pa noga, takšni bolniki potrebujejo antiagregacijsko zaščito. To je recimo aspirin. Če pa imajo bolniki z ožjimi žile, to, kar smo se prej pogovarjali, da imajo na primer zaužitev in čakajo na žilno opornico, takšni bolniki, sploh če so sladkorni bolniki, pa bodo potrebovali ne samo aspirin, ampak bodo potrebovali tudi klopidogrel. Se pravi, bodo imeli dvojno antiagregacijsko zaščito. Če pa se izkaže, da bolniki imajo atrijsko fibrilacijo, se pravi, da srce neredno bije, pa takšni bolniki potrebujejo nujno antikoagulantno zaščito. To pa imamo različne antikoagulante, recimo starejši so Marevan, potem pa imamo še novejše oralne antikoagulante. In zdaj, ko smo ravno pri tej drsnici o bolezni srca in možganski kapi, vidim, da je eden izmed poslušalcev že postavil prvo vprašanje in ga bom jaz kar prebral. Ali razredčevalci krvi povečujejo možnost možganske krvavitve, ali rečem je dovolj učinkovito preprečuje strpke in zamašitve in s tem možgansko kap. Se pravi, tu v resnici imamo dve vprašanji. Prvo vprašanje, ali razredčevalci krvi povečujejo možnosti možganske krvavitve. Jaz predvidevam, da gospod ali gospa misli pod razredčevalci antikoagulantno zdravila. Ta zdravila ne razredčujejo krvi, ampak samo preprečujejo starjevanje krvi. In ja, bolniki, ki jemljejo antikoagulantno terapijo, lahko imajo bolj pogosto krvavitev kot tisti, ki te terapije ne jemljejo. Sploh smo pozorni, kadar imajo recimo bolniki poškodbe glave. Če recimo pade pri starejših ljudeh, je dosti bolj pogost subduralni hematom po padcu, če je na antikoagulantni terapiji, kot če ni. Pri bolnikih, ki imajo nezdravljeno ali pa slabo zdravljeno arterijsko hipertenzijo, je verjetnost možganske krvavitve večja, če imajo antikoagulantno terapijo, kot če te nimajo. Po drugi strani, pa če se zdaj dotaknemo drugega dela tega vprašanja, pa bolniki, ki imajo atrijsko fibrilacijo, potrebujejo antikoagulantno terapijo. Mnogokrat vidimo v praksi, in tudi študije so pokazale, da bolniki, ki so poddozirani, se pravi, recimo, da imajo Marevan in da niso v terapevtskem odmerku INR-ja, ti bolniki imajo večjo verjetnost in tudi v praksi v resnici dobijo bolj pogosto možgansko kap,
kot tisti, ki so v terapevtskem odmerku. Seveda z novejšimi oralnimi antikoagulanti je to dosti lažje, zaradi tega, ker ne rabimo več odmerka prilagajanja. Ampak nobeno izmed teh zdravil ni 100% zaščita pred nastankom možganske kapi. Zaradi tega, ker večina bolnikov tudi nima samo atrijske fibrilacije, ampak imajo še druge pridružene dejavnike. In recimo bolniki z sladkorno boleznijo imajo povečano tveganje za nastanek ishemične možganske kapi. V kombinaciji z atrijsko fibrilacijo se to seveda poviša. Ko bolnik prične imati antikoagulantno terapijo, s tem zmanjšamo tveganje za nastanek možganske kapi zaradi atrijske fibrilacije. Pri tem pa ne vplivamo na samo tveganje zaradi sladkorne bolezni. In zato je zelo, zelo pomembno, da se držite navodil svojega diabetologa, držite se diete in pa seveda redno jemljete predpisano terapijo, ker eno zdravilo ne more odstraniti vseh dejavnikov tveganja. Potem imamo pa tukaj maščobe. Maščobe so seveda, če niste neki zaprisežen vegetarijanec, vam ena taka krača gotovo paše vsaj enkrat na leto okrog pusta. Ampak holesterol je potreben v človeškem organizmu. Neke raziskave kažejo, da če bi bilo premalo maščob, premalo holesterola, bi žile postale bolj krhke in na ta račun bi tudi bilo več možganskih krvavitev. Po drugi strani, previsoke maščobe so vedno dodaten dejavnik tveganja za nastanek možganske kapi. Mi imamo, tudi če boste pogledali pri svojih, ko boste šli naslednjič na pregled pri svojem osebnem zdravniku, imamo neke standarde, za katere rečemo, to so standardi, ki so ciljne vrednosti maščob in holesterol. Imamo holesterol, ki se mu domače reče dober holesterol, in pa imamo holesterol, za katerega ljudje reče, da je slab holesterol. V resnici ta HDL, ki naj bi bil dober holesterol, predvsem pomeni to, da molekule holesterola seveda ne plavajo, oziroma molekule maščob ne plavajo same po sebi po krvi, ampak so vezane na določene prenašalce. In če imamo zelo dosti molekul maščob na prenašalcih, kot je ta HDL, takrat maščobe ne bodo naložene v žilno steno. Po drugi strani, če so ti prenašalci prazni, maščobe morajo nekje biti. In najbolj pogosto so v žilnih stenah. Če pa so v žilnih stenah, smo pa spet tam, kjer smo se na začetku pogovarjali, da žilne stene se počasi ožijo in tako nastajajo pogoji za nastanek možganske kapi. Pri tem pa je treba poudariti, da te vrednosti veljajo praviloma za zdrave odrasle ljudi. Čim, ko imamo nekoga, ki je po možganski kapi ali pa ki ima sladkorno bolezen, so te vrednosti bistveno nižje in recimo vaš zdravnik ali zdravnica, ko boste šli na pregled in če imate sladkorno bolezen, bo glede na vrednosti, ki so prirejene za tiste ljudi, ki imajo sladkorne bolezni, korigiral. Bo rekel, mogoče potrebujete več statina ali pa mogoče potrebujete kakšno drugo terapijo, s katero bomo zmanjšali maščobe in na ta način poskrbeli, da boste imeli manj možnosti za nastanek možganske kapi. Zdaj pa kaj mi lahko v bistvu sami storimo za to? Kaj lahko sami storimo za to, da ne bi dobili možganske kapi? Prvič, če imate predpisana zdravila, jih prosim imejte. In če jih ne prenašate, prosim, povejte to svojemu zdravniku. Vsi zdravniki smo ljudje. In včasih lahko imamo slab dan in mogoče imamo preveč bolnikov in nas ne moremo popolnoma poslušati. Ampak vseeno si bomo vzeli čas in bomo poskusili, če ne o prvem, pa vse v drugem obisku od vas izvedeti čim več o tem, kako vi zdravila prenašate.
In vsi imamo izkušnje s tem, da določeni bolniki ali bolnice nočejo, ali pa se bojijo, ali pa zaradi katerega koli drugega razloga ne povejo, kako je za zdravje. Jaz se živo spomnim primera bolnika, ki je 3-krat prišel k meni na pregled, vedno je imel visok pritisk, vedno sem ga spraševal, kako je z njegovo terapijo. Dvigovala smo odmerke, ampak na koncu mi je šele po 3. obisku priznal, da on v bistvu sploh ne jemlje zdravil, zato ker sem se že spraševal, kako to, da pri takšnem odmerku, ki ga ima bolnik predpisanega, ni nobenega učinka. Druga stvar, ki je sladkorna bolezen. Sladkorna bolezen mora biti čim boljše urejena, ker sladkorna bolezen ima dvojni način okvarjanja, tako smo se prej pogovarjali že. Po eni strani pospešuje nastanek okvare žilne stene preko raznih faktorjev vnetja, ki jih povzroči povišane koncentracije sladkorja v krvi. Po drugi strani pa povzroča povišan sladkor neposredno okvaro živcev na periferiji, in tudi krvni sladkor je povišan znotraj hematoencefalne bariere, se pravi tam, kjer so možgani zaščiteni še z eno posebno ovojnico, in tudi, če recimo bolnika punktiramo in pogledamo v likvorju, v tekočini, ki obliva možgane, koncentracijo sladkorja, tudi tam je koncentracija sladkorja povišana. In če je sladkorna bolezen neurejena, tisti, ki imate sladkorno bolezen, ki poznate bolnike z sladkorno boleznijo, dostikrat vam bodo rekli večje noge. To je eden izmed znakov, da je prišlo tudi do okvare perifernih živcev. Možgani so centralne živče, potem imamo pa še periferne živce, ki skrbijo za to, kako mi premikamo in čutimo ude. In tako kot pride do perifernih okvar, tako pride tudi do centralne okvare. Kot sem že prej omenil, bolniki z sladkorno boleznijo morajo imeti bistveno nižje vrednosti lipidov v serumu, kot jih imajo ostali bolniki in kot jih ima ostala populacija. In zelo, zelo pomembno je, da hodite da imate preglede. Seveda, v zadnjih 2 letih smo živeli v nekem čudnem času, kjer je bilo zelo težko priti do zdravnika. Večina je zdravnika kontaktirala po internetu, po telefonu, ampak jaz imam precej upanja, danes so pred našim kliničnim centrom na primer že podrli dokončno vse šotore, ki so bili namenjeni potencialnim bolnikom z okužbo COVID. Tako da jaz verjamem, da se bodo stvari počasi normalizirale in bomo lahko zopet normalno sprejemali bolnike in tudi vi boste imeli možnost zopet priti do svojega zdravnika oziroma do specialista dosti lažje kot v zadnjih 2 letih. Ampak iz preteklosti, iz prejšnjih izkušenj, smo imeli recimo kar nekaj bolnikov, ki so bili naročeni tako pri diabetologu, kot pri kardiologu, kot pri nevrologu, pri različnih specialistih, in v zapiskih, ki jih imamo v računalniku, piše, bolnik ni prišel na pregled, bolnik je odpovedal in tako naprej, dokler ni bilo prepozno in ga enostavno ni več mogel nobenega pregleda odpovedati, ker so ga doma našli ležečega na tleh in so ga reševalci pripeljali pod nujno bolnico zaradi težke možganske kapi z vsemi ostalimi zapleti sladkorne bolezni. In ta rehabilitacija takšnega bolnika je zelo težavna in uspeh zdravljenja je vprašljiv. Veste, najboljše je vedno bolezen preprečiti, in zato je zelo pomembna dobra preventiva, oziroma ko ugotovimo, da gre za neke majhne okvare, takrat to poskušamo sanirati z zdravili. Kaj lahko še storimo? Na splošno zdrava prehrana je pomembna, ampak pri sladkorni bolezni, sploh na začetku, ljudje lahko rešujejo svojo sladkorno bolezen tudi z primerno dieto in hkrati potrebujemo dovolj gibanja. Problem nastane, ko se začnejo enkrat nevrološke okvare, tako centralne, periferne, takrat
takrat jih ali imamo periferne okvare in takrat bo gibanje dosti težje. Če se bo zgodila recimo možganska kap in bo imel nekdo s sladkorno boleznijo, imel rehabilitacijo in bomo poskušali, da bo zopet začel hoditi. Če ne bo čutil nog že zaradi periferne okvare, zato ker ima okvarjene živce na nogah, takšna rehabilitacija bo dosti težja, kot v primeru, če bomo to preprečili in bo imel enostavno sladkorno bolezen. Pomembno tudi spanje. Veste, ljudje pozabljajo, da je spanje bistven del človekovega življenja in spanje je potrebno zato, da se okrepi organizem, ojača imunski sistem in ne nazadnje. Zadnje raziskave kažejo, da ljudje, ki imajo premalo spanja, so tudi bolj podvrženi nevrodegenerativnim boleznim, kot je demenca. In kaj je še zelo pomembno za dobro oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo, srčno-žilnimi boleznimi in ne nazadnje tudi za bolnike po možganski kapi. Vse skupaj je pa predvsem pomembno zato, da se možganska kap ne bi zgodila. Splača se krepiti spomin, ker na ta način z nekimi vajami za pozornost in z sprehodi. Sprehodi so najboljša vaja za spomin, ki je enostavna, pomembna pa je, da niso rutinski vedno po isti poti, in pa druženje. Vas bo po eni strani dvignilo na psihični ravni, po drugi strani, če se morate držati neke diete, če imate neke težave, je vedno lažje, če se diete drži več ljudi, zato ker če smo sami, prej omahnemo, kot če smo v skupini, zato ker nas lahko skupina podpre. Zdaj, če pa boste pozabili, verjetno boste pozabili večino mojega predavanja, bi vas rad opozoril na ta zadnji diapozitiv. Če boste opazili, da se nekomu od vaših svojcev ali pa mogoče vam zgodilo, da imate težave z govorom, da roka ali pa noga nista več enako močni, da se je obraz povesil, si zapomnite, da se mudi. Ker mi imamo na voljo 4,5 ure časa, od takrat, ko se je zgodilo, do takrat, da vam pomagamo. V tem času namreč lahko naredimo trombolizo ali trombektomijo. Tromboliza je zdravljenje, kjer bolnikom, pri katerih ugotovimo, da se je zgodila možganska kap, lahko damo zdravilo v žilo in na ta način raztopimo krvni strdek. Pri trombektomiji pa v 2 centrih, v Mariboru in v Ljubljani, z posebnim postopkom preko žil potegnemo iz žile krvni strdek, če je dovolj blizu. Ampak to bomo zmogli narediti samo z vašo pomočjo, če boste pravočasno klicali na 112 in povedali, da se je pri nekom, ki ga pravkar gledate, najverjetneje pričela možganska kap in se zato zelo mudi. Tako, najlepša hvala za pozornost. Zdaj pa, če imamo vprašanja, jih bom jaz z veseljem odgovarjal. In na eno vprašanje je še gospod ali gospa Černelič napisala, ali naj bodo redni pregledi odrejeni po presoji lečečega zdravnika ali moramo pacienti vztrajati pri neki pogostnosti pregledov pri srčnem popuščanju in aritmiji. Zdaj, za srčno popuščanje vam bom jaz kot nevrolog bolj malo znal povedati. To vi imate svoje zdravnike in pa imate svoje kardiologe. Kar se pa tiče aritmij, je pa tako. Če imate enkrat diagnosticirano atrijsko fibrilacijo, ta ponavadi ne bo šla sama od sebe stran in boste za njo potrebovali antikoagulantno zdravljenje. Če bi pa hoteli, recimo, da bi rekli, vsakega pol leta bom si šel posneti en EKG, zato da bi slučajno ujel atrijsko fibrilacijo,
je pa verjetnost, da bomo takrat ujeli atrijsko fibrilacijo tako majhna, da se to načeloma evidentira. Ponavadi atrijsko fibrilacijo aktivno iščemo samo, če so ljudje imeli ali TIO ali možgansko kap. In tudi recimo, ko naredimo Holter monitoring, se pravi, da 24 ur snemamo EKG, je tudi pri ljudeh, ki imajo atrijsko fibrilacijo, recimo, ampak da nimajo persistentne atrijske fibrilacije, da imajo samo občasno, je tudi verjetnost majhna, da je verjetnost majhna, da bomo to tudi našli. Zato se včasih ponavlja, ampak mora biti za to nek jasen vzrok, da bi rekli, iščemo atrijsko fibrilacijo, ker ni velike verjetnosti, da bi vrgli mrežo, pa rekli, vsakega pol leta bomo naredili eno snemanje, pa bomo to našli. Zato je seveda tukaj zelo pomembno, da imate vašega osebnega zdravnika, s katerim se lahko pogovorite, in pa tudi kardiologa, s katerim se bomo pogovarjali. Vidim, da tu še eno vprašanje. Pri tem MODIS-e je pomembna oddaljenost od reševalne postaje. Sam sem oddaljen cirka 20 minut. Kaj lahko kdo v tem času stori z mano? V resnici, zakaj se mudi? Se mudi zato, da vi čim hitreje v bolnico, v enega izmed centrov. Na srečo imamo sistem Telekap. Bolnišnice, kot so recimo Brežice, ali kot je recimo Ptujska bolnišnica, tudi Mursko-Soboška bolnišnica, te bolnišnice nimajo 24 ur na voljo nevrologa. Ampak tam so internisti usposobljeni, da prepoznajo znake možganske kapi, pa preko sistema Telekap, tako kot se mi danes pogovarjamo, pokličejo nevrologa, ki lahko vidi pacienta preko zaslona. Ta sistem je povzet po nemškem sistemu, ker že vrsto let zelo dobro funkcionira, in tudi na račun tega sistema imamo dosti več uspehov in manj invalidov po možganski kapi, ker bolniki pravočasno pridejo in jim lahko ponudimo trombolizo. Seveda pa tromboliza ni čudežno zdravilo, ker včasih možganski kap ni posledica zamašene žile, ampak je recimo posledica zožene žile. In v takem primeru mi ne moremo tega, ni nobenega strdka, zato tega tudi ne moremo raztopiti. Obstaja tudi možnost, da krvni strdek ni nastal iz trombocitov, ampak je nastal iz nekih drugih celic. Recimo, ali pa da je recimo prišlo do razpoka tiste rupture plaka in maščobe ali pa iz neke druge snovi nastane tak zamašek, ki zamaši žilo. Tega mi ne moremo stopiti, lahko pa poskusimo z eno posebno žico, ki gre po žili gor do možganov, to odstraniti mehansko. Zdaj imamo pa naslednje vprašanje. Kako ocenjujete delovanje sistema Telekap v Sloveniji, ki naj bi izboljševal možnost preživetja oziroma zmanjšanja posledic možganske kapi v manjših krajih? Ta sistem je vsekakor dober, veste. Ta sistem potrebujemo in ta sistem funkcionira. Seveda, noben sistem pri nas ni idealen, ampak dokler tega sistema nismo imeli, recimo, če se zgodi, da sem iz Maribora, vidite tu za mano, vidite medicinsko fakulteto v Mariboru, če se recimo zgodi možganska kap nekje v Ormožu ali pa nekje v Slovenskih Goricah, ki so blizu Ptuja, seveda preden nekdo pripelje iz reševalne postaje do tega reveža, ki sredi Goric dobil možgansko kap in potem bi zopet peljal do Maribora, bi izgubili bistveno več časa, kot to, da ga pripeljejo do Ptuja, ker se preko sistema Telekapi povežejo in potem lahko temu človeku pomagajo. Redno se spremljajo številke, koliko ljudem se je pomagalo, tudi kakšni so uspehi, in lahko rečemo, da odkar se je sistem vzpostavil, se praktično vsak dan večkrat dnevno kolegi po Sloveniji povežejo z sistemom Telekap in tem bolnikom pomagajo. Da boste imeli malo več občutka, kako zelo je možganska kap pogosta. Mi praktično
pri nas praktično ne mine dan, kar je po svoje zelo tragično in žalostno, da ne bi imeli vsaj enega bolnika, pri katerem damo trombolizo in praktično vsak drugi dan delamo trombektomijo. Vsak drugi do tretji dan. In te številke samo rastejo. Po drugi strani pa imamo tudi 1 do 2 bolnika, ki sta pa prišla prepozno. Dostikrat se recimo zgodi, da se spomnim kar lepega števila bolnikov in bolnic, ki so začutili, da jim pohaja moč v roki, da nekaj ni v redu. Pred kratkim sem imel bolnika, ki je enostavno oslepel, pa je mislil, da bo boljše. Pa je šel spat. In potem je prišel po 2 dneh, ker ni bilo boljše. Ampak po 2 dneh nismo mogli nič drugega narediti, kot samo ugotoviti, da se mu je zaprla arterija, ki prehranjuje oko. In to je to. Je pa zgodba zaključena. In tragično pri tem je, da je bil dovolj blizu. Ko se je to zgodilo, bi se sam pripeljal, ali pa bi ga tako, kot se je potem pripeljal 2 dni kasneje, ali pa bi ga pripeljal sosed, ali pa sin, ali pa žena, ali pa brat, ali pa kdorkoli. Bil je dovolj blizu, da bi v 4 urah in pol sam prišel, peš. Ampak je šel spat. Imeli smo bolnike, ki so začutili, da nekaj ni v redu, pa namesto, da bi komorkoli povedali za tega, da jim ne bi svojci težili, v narekovajih, so šli spat. Drugi dan niso več šli nikamor. So jih pripeljali in so jih tudi odpeljali od nas, ker so bile velike možganske kapi in nič nismo mogli narediti, ker je bilo to 8-9 ur kasneje. In zato je tako zelo pomembno, da ko se nekaj začne dogajati, veste, nikoli, seveda mi nevrologi vemo, da so znaki in simptomi, ki so podobni možganski kapi. Recimo nekdo, ki ima sladkorno bolezen, če ima previsok krvni sladkor, če ima prenizek krvni sladkor, lahko povzroči take simptome, kot je možganska kap. Ampak zato nismo nikoli jezni. Mislim, mi smo v službi zato, da pomagamo ljudem. In če ima nekdo občutek, da se začela dogajati možganska kap in ga ponavadi vi ne pridete takoj k nevrologu, vas pogleda še vsaj en zdravnik prej, ali urgentni zdravnik prej, ali vas pogleda dežurni zdravnik ali domač zdravnik ali kdorkoli. In recimo tak zdravnik lahko reče, ne veste kaj, vse je v redu, malo ste se prestrašili, bo nek filter prej. Pa tudi v končni fazi, če k nam pridete, pa rečemo, ne gospod, ne gospa, sladkor je bil prenizek, ampak to je vse in se bodo stvari izboljšale. To seveda ni garancija, da ne boste jutri dobili možganske kapi, ampak danes je nimate. Je to vedno boljše, kot pa to, da rečejo ljudje, saj nič ni, vse bo boljše. Ker ni nujno, da bo boljše, veste, ne. In še ena druga stvar je, recimo, ja, danes bo boljše, ampak pred možgansko kapjo se večkrat zgodijo tije. Se pravi, to je tisto, o čemer smo se pogovarjali, da so nevrološke težave, nastanejo za kakšno uro, za 3 ure in zginejo. Morate reči ljudje, vse bo boljše. Ampak danes ne grem za nekomu šel jutri. Jutri se zgodi, da morate nekam iti, ugotovite, da je popust v trgovini, pa greste v trgovino in odložite. In se potem v parih dneh se pa razvije prava možganska kap, takrat bomo pa dosti težje zdravi. Recimo, dostikrat najdemo neke vzroke, ki jih odpravimo. Zato je pomembno to, da če se nekaj dogaja, da poiščete zdravniško pomoč. Ne da zamaknete z roko, reče, da bo boljše. Še kakšno vprašanje mogoče? Mogoče lahko jaz ne vem, meni se marsikdaj dogaja to, da mi začnejo tale leva stran obraza pa jezik mrtvet pravljiči. In pa navadno se mi to predstavlja tudi v roko.
marsikdaj pa tudi v noge zravno, cel umrtim, sem dejansko satorni bolnik, srčni bolnik, pa pred leti sem rahlo možgansko kap že preživel. 5 dni preživel, to mreže sem še kar sorazmerno dobro poketen, pa še kar moje pojme zdravno. In kaj mislite, kaj bi to lahko? Tisti moment, ko mi začne lice mrtveti, pa roka nekaj težka postane in mi tako težka postane, da se mi prav ubesil. To je par minut, pa se to preneha, včasih tudi kaj malo več, ampak ono to 4 minute je to gotovo. Zdaj, malo je vmes bilo slabe veze. Vi ste prebolel možgansko kap ali niste? Ja, sem jo. Zdaj, več možnih vzrokov je, ne. Od tega, da imate še mogoče kakšen mali rezidu, mali ostanek, da so deli možganov slabše prebavljeni in se zaradi kateregakoli vzroka enostavno pride do prehodne iskemične mote, ampak se zelo kaj fizično ne da za to narediti, ne. Do tega, da se lahko tudi po možganski kapi pojavi kakšni lažji epileptični napadi, ki se kažejo tudi kot znaki možganske kapi, ne. In to je že pametno, da se recimo malo za svojim osebnim zdravnikom pogovorite, ne, o teh možnostih in pa pol, da se tudi recimo, če bo osebnim zdravnikom ugotovil, da nima nekega pametnega vzroka, da se pol tudi z nevrologom pogovorite, ne. No, pa to zadnjo leto se mi dogaja to, da me zelo spomin se mi je slabši. Imam eno tako upravke, zdaj sem nikoli... Ja, če kdo mogoče gledal, dr. Kramberger je bila pred kratkim na RTV Slovenija, ampak jo tudi najdete lahko še vedno na internetu, ne. Mi nevrologi ne verjamemo, da je slab spomin posledica staranja, ne. Nekaj malega je, ampak če se spomin slabša, je to dovolj dober razlog, da pridete do nevrologa, da se vas testira, da se vidi, kaj je tu odzadaj, ne. Lahko so neke posledice po možganskih kapilah, se pa, veste, po 65 letu starosti se... Je to 10 več. Prosim? Jih je že kar 10 več. Ja, mislim, ampak to je čisto tako, ne. Po 65 letu starosti se je večja verjetnost za nastanek demence, ne, in zaradi Alzheimerjeve bolezni. In v bistvu vsakih 5 let se incidenca bolnikov poveča za 5%. Se pravi, če rečemo, da v neki populaciji je 5% med 65 in 70 teh, ki imajo Alzheimerjevo bolezen, ne, potem v naslednjih 5 let, ki jih je že 10. Ne. Teda, to so stvari, ki jih je smiselno pogledati. Zato lahko rečem, da anticepivci trdijo, da je to vzrok cepljenja. Cepljenje proti COVID je bilo vzrok za to. Jaz vsega ne vem. Ja, mislim, anticepilci dosti trdijo, veste. Ja, marsikaj. Vem. Ja. Znam. Zdaj, jaz v bistvu moram priznati, da jaz toliko znanja kot anticepilci nimam, ne, ker nimam toliko časa na Facebooku. Najbolj pametni ljudje, ne. Gotovo imajo neke trdne dokaze, ne, veste, kako mi rečemo, ne, ko kdo pride preče, doktor Google je to rekel, ne, sem na Google to prav, ne. Vprašamo, kaj pa doktor Yahoo? Mislim, za drugo mnenje ste pa doktor Yahooja ste pa vprašali, pa Facebook ste vprašali za drugo mnenje, ali ga niste, ne. Hvala lepa. Z veseljem. Ja, zdaj, če ni nič več vprašanj, bi se vam jaz najlepše zahvalil. Verjamem, da bi mogla biti moderatorka nekje, ker jaz niti ne vem, kakšen imate plan pol naprej. Ja, sem tukaj, ravno eno vprašanje je še na Facebooku bilo, pa ga zdajle, evo. Vprašanje iz Facebooka, no, bomo zdaj še vprašanje iz Facebooka odgovorili, potem pa bomo počasi nehali za te, ker mene so vedno učili, da nihče ne sme stati med človekom in njegovo večerjo, ne. Oziroma, da predavanja so dobra ali pa dolga. Da zdaj preberemo vprašanje za vse, ki niste videli, in pa tudi za posnetek. Po slikanju vratnih žil je bilo ugotovljeno, da imam
eno žilo 40% zamašeno. Kardiologa imam čez 1 leto. Jemljem statine, ko pije 40 mg. Oče je umrl zaradi možganske kapi. Jaz sem imela infarkt pred 18 leti, ostali imam 2 žilni opornici. LDL imam 2,4. Kako ga lahko še znižam? Stara sem 60 let. Ja, zdaj, najprej, če pogledamo 40% zaužitev, to še ne predstavlja nekaj, kar bi mogli zdaj akutno zdraviti. Potrebovali vedeti, bi mogli še kakšne so trigliceridi in podobno, ampak če bi se izkazalo, da so trigliceridi visoki, bi bilo potrebno tudi trigliceride zdraviti, ne? Nekaj lahko naredimo seveda še za dieto. Gospa ni napisala, ali kadi ali ne kadi, verjetno ne kadi, glede na vse, se jaz upam. Potem pa tu je treba, bi pač mogli vedeti, koliko je še ostalih, kaj še z ostalimi maščobami, koliko je HDL-a, koliko je trigliceridov, in potem se oziroma na tisto se potem pogleda, ali bi se dalo še kakšno dodatno zdravilo, ker obstajajo še dodatna zdravila, ki se pa praktično aplicirajo. Tisto je pa potem malo bolj komplicirano. To je ta moj odgovor. A še imamo kakšno vprašanje iz Facebooka? Hvala. Ja? Aha, kar izvolite. Poslušamo. Zdaj ne vem, a sem jaz izgubil zvezo? Ne. Potem je vse v redu. Potem jaz mislim, da ni več vprašanj. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za pozornost. Ja, hvala enako. Zelo dobro predavanje je bilo. Ja, res. Hvala, še kdaj. Z veseljem pridem, upam, da bomo se videli kdaj v živo, da se ta nočna mora skoro zaključuje. Jaz imam dosti rajši, če smo v živo, ker takrat se lažje, ker takrat se v resnici lahko pogovarjamo. Ne. Zdaj je bilo bolj v obliki predavanja. No, super. Lep večer še vsem naprej. Hvala lepa. In pa se še kdaj vidimo. Da se vidimo. Lahko noč. Hvala vam. Lahko noč, živijo. Lahko noč. Hvala, pa nasvidenje. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.